Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sem počakala letos, da me do konca napoveste, ker lansko leto sem prehitro prišla na oder, tako da hvala lepa za tole napoved. Kar nekaj mislim, da vas je v dvorani, ki spremljate projekt Modernizacija na vseh treh tematskih konferencah, ki smo jih imeli v preteklosti, na kateri smo, bom rekla, bolj poglobljeno naslovili posamezna področja. Prvo leto smo v bistvu naslovili to temeljno krovno temo digitalni in zeleni prehod v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Potem smo naslednje leto posvečali pozornost vlogi vodstev šol pri uvajanju sprememb in lani bolj poglobljeno kompetenčno zasnovano izobraževanje kot eno od temeljnih načel poklicnega in strokovnega izobraževanja. Projekt se počasi zaključuje, kot je bilo povedano, dobra 2 meseca nas še loči od pike na i in do takrat bomo morali še kakšno stvar postoriti, veliko pa je dejansko že narejenega in ta sklop predstavitev, ki jo imamo v naslednji uri in pol, je dejansko namenjen malo bolj celoviti predstavitvi vseh aktivnosti, rezultatov, strokovnih gradiv, ki smo jih uspeli v okviru projekta v sodelovanju z velikim številom zunanjih sodelavcev tudi zrealizirati. Takole bo bolje. Res samo za osvežitev, tole ste videli že večkrat, tudi direktor je uvodoma povedal, kaj je bil tisti temeljni namen oziroma cilji samega projekta. Ključna zadeva, ki izhaja tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, je bila, da moderniziramo poklicno in strokovno izobraževanje tako, da bo podprlo zeleni in digitalni prehod in pa seveda tudi, da podpira odzivnost samega sistema na spremembe in potrebe tako na področju trga dela, družbe in pa seveda tudi posameznika. Zdaj te, bom rekla, zelo splošne cilje smo uresničevali skozi sklope 3 ključnih aktivnosti. Prvi, najpomembnejši nekako je bila prenova samih izobraževalnih programov na celotni vertikali, tako srednješolski programi in pa tudi višješolski. Potem smo namenjali pozornost tudi nadgradnji modelov sodelovanja med šolo in delodajalci in pa danes že večkrat omenjeno pomembno področje uvajanja sodobnih modelov poklicne pedagogike. Krovno ima projekt samo 2 temeljna kazalnika, prenovljenih 25 programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in pa 16 višješolskih študijskih programov. V projektu je bilo kar veliko dodatnih kazalnikov in rezultatov, ki smo jih zasledovali in dejansko iz tega, kar je tukaj zapisano, težko razberemo vsebinsko, organizacijsko izvedbeno kompleksnost in tudi obseg samega projekta. Tako da bomo danes res skozi posamezne predstavitve aktivnosti poskušali sicer na kratek način, ampak čim bolj podrobno orisati, kaj vse je bilo narejeno. Kot rečeno, ni šlo samo za prenovo programov, ampak smo želeli modernizirati poklicno in strokovno izobraževanje na vseh ravneh. Se pravi, tako na konceptualni, ko je treba razmisliti, v katero smer poklicno in strokovno izobraževanje želimo peljati, potem seveda na nacionalni ravni z pripravo potrebnih strokovnih podlag, da smo lahko prenavljali programe, se pravi izhodišča tako za prenovo srednješolskih kot višješolskih študijskih programov in pa tudi koncept ključnih kompetenc, ki je nekako podprl predvsem to osrednji namen prehoda, se pravi zelenega in pa digitalnega,
bi pa želela omeniti, da tukaj naslavljamo skozi ta koncept tudi druge, mi temu rečemo ključne kompetence, ki se nam zdijo pomembne za celovit razvoj posameznika, ki se izobražuje v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Zdaj, generalno gledano, sam koncept, ki ga imamo sedaj poklicnega in strokovnega izobraževanja, izhaja že kar daleč nazaj, mislim, da je več kot 20 let, ko je bil v osnovi oblikovan, vendarle vse, kar je bilo danes res že večkrat omenjeno, vse spremembe, tako na trgu dela, v družbi, drugačno potrebno znanje, druge kompetence, nove kompetence, seveda so terjale nek razmislek na tej konceptualni ravni in pa tudi seveda določene prilagoditve, drugačne usmeritve. Zdaj, te usmeritve, ki smo jih potem nekako upoštevali na vseh ravneh, s katerimi smo se ukvarjali v projektu Modernizacija, so naslovljene v teh 4 gradivih, ki jih imate tukaj zapisane, kjer smo dejansko izhajali iz tega, da je treba razmisliti celovito o sistemu, evidentirali smo značilnosti, kakšni so trenutni izzivi poklicnega in strokovnega izobraževanja, pripravili tudi usmeritve modernizacije sistema in tudi na izvedbeni ravni in pa tudi v bistvu usmeritve za samo pripravo programov. V izhodiščih imamo zapisana ta ključna načela, ki potem dejansko usmerjajo pripravljalce programov v to, da imamo odzivne programe pripravljene tako, da so odzivni, kompetenčno in modularno strukturirani, kar omogoča udeležencem izobraževanja dejansko čim boljšo pripravo na trg dela in pa tudi delovanje v družbi. Zdaj seveda, kar tako zapisati stvari ni šlo, opravljenih je bilo kar nekaj temeljitih razmislekov v sodelovanju z različnimi deležniki. Zdaj, na zastavici je treba neka ključna vprašanja, kaj želimo z sistemom poklicnega in strokovnega, komu je namenjen in tako dalje, in si seveda postaviti nek, bom rekla, usmerjevalni cilj, da je pač poklicno in strokovno izobraževanje prepoznano strani različnih uporabnikov na način, da omogoča tudi doseganje ustrezne izobrazbe za vse tiste stvari, ki sem jih omenjala že prej. Na to izhodišče smo naslonili tudi ta ključna načela, ki jih imate tukaj zapisana, bi pa omenila, da smo izhajali tudi iz izsledkov kar nekaj študij, analiz, tudi strokovnih dokumentov, iz evropskih dokumentov, smernic in na podlagi tega potem oblikovali načela, ki nekako odražajo specifiko tega dela izobraževalnega sistema. Zdaj izpostavila bi mogoče nekaj teh ključnih usmeritev. Zdaj prva, ki jo seveda ohranjamo in velja že ves čas, je ta, da ima poklicno in strokovno izobraževanje 3 funkcije. Prva je, da mora posameznika usposobiti, izobraziti za opravljanje poklica, da mu mora dati podlago potem tudi za nadaljnje izobraževanje in pa seveda mu omogočiti razvoj kompetenc, da bo lahko aktivno sodeloval tako na področju dela, kot pa tudi v družbi. Pri pripravi izobraževalnih programov je treba in smo tudi sledili temu, da je upoštevan vseživljenjski in pa inkluzivni pristop in pa spet že večkrat omenjeno danes, ključno je res to sodelovanje vseh, ki so vključeni v ta sistem pri iskanju rešitev in tudi nekako ustrezna razdelitev odgovornosti, nalog, da so stvari potem realizirane. Ohranjamo odprtost, fleksibilnost, kompetenčno modularno strukturo programov, ki omogoča dejansko potem tudi hitrejše odzivanje na spremembe, ki so v prostoru.
in pa nekako krepiti to sodelovanje med šolo in delodajalci in tudi iskati nove modele, ki to sodelovanje krepijo in podpirajo. Razvoj poklicne pedagogike, osredotočenost na dijaka je nekako ključna, če želimo dijake usposobiti za delo in pa za delovanje v družbi, kot je bilo že povedano. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, mislim, da ne rabim izpostavljati, ker je nekako vodilo pri vsem, kar delamo tako na sistemski kot izvedbeni ravni. Drugo izhodišče je bilo kompetenčno zasnovano poklicno izobraževanje kot eno od temeljnih načel tudi. Zdaj izhaja seveda iz specifike poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki je v bistvu ki nudi preplet različnih vrst znanja, splošnega, poklicnega, ki se pridobiva tako skozi splošne predmete, strokovne module, praktični pouk in input, in pa seveda to povezovanje teorije in prakse, kar omogoča potem tudi dejansko razvoj poklicnih in strokovnih kompetenc posameznika iz vseh teh treh vidikov, ki jih pač kompetenca naslavlja. Gre za sistemski in pa tudi organizacijski ukrep in pedagoški proces, pristop, ki seveda zahteva potem tudi usklajeno delovanje na ravni države in pa tudi šole. Ta načela, osnovna, smo nekako potem kot rdečo nit upoštevali tudi pri pripravi teh nacionalnih dokumentov, ki sem jih tudi že omenila in jih ne bom ponavljala. In pa hkrati smo razmišljali tudi o izvedbeni ravni. Zelo pomembno je, kako prenesti to, kar predpisujejo nacionalni programi, potem na raven šole, kako načrtovati in izvajati pouk, da bomo zagotovili tudi to, kar sem prej omenila, razvoj kompetenc, ki jih posameznik učeči se potrebuje. V ta namen je bilo pripravljenih kar nekaj strokovnih gradiv, ki bodo lahko pomoč vam na šolah pri načrtovanju izvedbenega kurikula, skozi katerega pač metodično, didaktično, organizacijsko, izvedbeno, operativno načrtujete izvedbo samih programov. Šli smo nekako skozi celoten proces od načrtovanja izvedbe, ocenjevanja znanja in pa tudi samega zaključka. Izpostavila bi mogoče še področje praktičnega usposabljanja z delom, ki smo ga naslavljali sicer v večjih aktivnostih, ampak temeljni namen je bil, da to področje podpremo tako z vidika šole kot tudi delodajalcev, tako da je bilo pripravljenih kar nekaj gradiv, ki nekako lahko podpirajo kakovost tega dela izobraževanja. Za pilotne programe 5, ki smo jih prenovili nekoliko prej kot sedaj vse ostale, smo pa oblikovali tudi model usposabljanja vodstev, učiteljev in pa drugih strokovnih delavcev in ga tudi izvedli. Zdaj več bo pa tudi potem kolegica Leja o sami zasnovi tega modela povedala. Jaz bi na tem mestu tudi želela izkoristiti priložnost in izpostaviti, da seveda CPI je projekt vodil, ampak brez res velikega sodelovanja z strokovnjaki, ki so prihajali iz različnih vrst, odločevalskih, socialnih partnerjev, obe zbornici, seveda vi ravnatelji, vaši učitelji, drugi strokovni delavci, mentorji v podjetjih, zunanji strokovnjaki, predstavniki akademske sfere, bi zelo težko ali nemogoče realizirali vse to, kar je bilo dejansko narejeno. In mogoče v ilustracijo za občutek, kaj smo nekako dosegli, kaj je bilo vse opravljeno, je tukaj nanizanih nekaj številk, ki mislim, da so kar povedne. Zdaj, za samo izvajanje aktivnosti smo pripravili 8 javnih pozivov za nabor strokovnjakov za sodelovanje v aktivnostih projekta. Prenovljenih je bilo celo nekoliko več programov, kot je bilo napovedano za samim projektom. Govorimo o temeljnih programih, jih je pa še dodatnih nekaj, kar bo kolega Metod tudi natančno številko povedal,
gre še za programe, ki so prilagojeni za narodno mešana območja. 800 ali celo nekoliko več kurikularnih dokumentov je bilo izdelanih, se pravi katalogov znanja za strokovne module oziroma za študijske predmete, splošni in posebni deli. Mislim, da je to kar impozantna številka. Opravljenih 430 srečanj ali še več delovnih skupin, ki so v bistvu ustvarjale z nami programe in ostala strokovna gradiva, 1200 sodelujočih v različnih aktivnostih in na teh usposabljanjih, ki smo jih izpeljali, 450 udeležencev. Mislim, da imamo pa tudi pripravljenih okoli 40 različnih strokovnih gradiv, metodološke podlage, smernice, strokovna gradiva, ki nam bodo služila tudi za nadaljnje delo. In pa danes, današnjo konferenco, bomo imeli skupaj izvedene 4 dogodke. Zdaj nekako je tudi treba razmišljati, gledati naprej. Veliko narejenega, ampak mislim, da je področje poklicnega in strokovnega izobraževanja sistem, ki ga je treba nenehno v bistvu razvijati, z njim odgovarjati na vse spremembe, potrebe, ki so. Tako da izzivov za v prihodnje je še veliko. Zdaj omenjeno, zelo izpostavljeno je bilo danes tudi socialno partnerstvo, ki mislim, da je res temelj dobro delujočega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Potem kakovost. Imamo še prostor tako na sistemski kot tudi izvedbeni ravni. Seveda pa moramo znati oceniti, kje smo skozi spremljanje in evalvacije in tudi na podlagi tega oblikovati potrebne spremembe. Zdaj, velik izziv bo v prihodnje, kako zdaj vse to, kar je nekako na nacionalni ravni pripravljeno, podporna gradiva in vse te zadeve, implementirati na raven šole. In tukaj mislim, da bomo morali skupaj res narediti veliko, da bo ta sistem naš deloval. Zdaj tole, odprava določenih sistemskih pravno-zakonodajnih zadev je zadeva, ki smo jo pač tudi zaznali, ampak v tem trenutku ni toliko pomembna. S tem bi jaz zaključila ta uvodni del, mogoče da boste lažje postavili v kontekst naslednje predstavitve. Kolegi bodo naslovili opravljeno delo v teh posameznih aktivnostih, 6 smo jih imeli, 5 je v bistvu vsebinskih, strokovnih in želim vam, da prisluhnete v nadaljevanju predstavitvi najprej Ani in potem še ostalim kolegom. Hvala lepa vam za pozornost. Hvala, Helena, za besedo, pa lepo pozdravljeni še z moje strani. Danes je bilo že večkrat omenjeno, kaj projekt modernizacija sploh je. Jaz bom pa se danes posvetila tem delu, da ni bila samo priprava prenovljenih programov, ampak bom poskušala skozi to predstavitev nekako nakazati, kako smo se lotili tega razvojnega dela. Osnovo seveda nam je predstavljala ta koncept kompetenčne zasnovanosti programov, ki ga je predstavila na kratko tudi Helena. Slednja pa ne zahteva le teh sprememb na ravni šol pa izvajanja samih programov, ampak tudi predvsem premisleke na tej sistemski ravni. In da smo lahko te razmisleke podprli, smo opravili res veliko študij, pripravili smo izhodišča, analize, predvsem pa smo vključevali različne deležnike skozi veliko razprav, ker nam je to lahko pomagalo potem bolje razumeti, kakšne spremembe so dejansko potrebne in kako se jih lotiti. Zdaj, izhajali smo iz pregleda ugotovitev preteklih evalvacij, ki jih je CPI v nekem obdobju že pripravil, predvsem na področju teh ključnih konceptov, ki so nam pa v bistvu dale osnovo za nadaljne korake. Ob začetku projekta smo prav tako v sodelovanju s CDFOP-om izvedli delavnico, na kateri smo s pomočjo širše strokovne javnosti oblikovali možne neke scenarije razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji do leta 2040.
Zdaj, kar smo pa nadaljevali z nekim iskanjem odgovorov na temeljna vprašanja o tem, katere izzive v bistvu moramo naslavljati s poklicnim in strokovnim izobraževanjem v Sloveniji, in pa predvsem nas je zanimalo tudi, kakšne izzive imajo v drugih državah na evropskem področju in kako se z njimi seveda soočajo v teh državah. Zato smo osnovali študijo sistemskih ureditev, ki nam je v bistvu omogočila holističen pogled v stanje in pa seveda ključne izzive. Hkrati pa nam je razširila ta pogled na evropske izkušnje in odprla nekako prostor za nadaljne strokovne razprave. Proučili smo, kako se s podobnimi izzivi soočajo v teh izobraževalnih sistemih, ki so bili tako primerljivi z slovenskim, pa tudi različno od njega, predvsem pa nas je zanimalo, katerim razvojnim usmeritvam sledijo, pa kakšne ukrepe, zakonske rešitve jih pri tem podpirajo. Tako da smo želeli razumeti te povezave in razvojne usmeritve, ne pa le zgolj posamezne ukrepe, s katerimi se soočajo. Zdaj, kar se tiče izbora držav, smo res nekako poskušali smiselno izbrati te države, gre pa za nabor držav, ki se razlikujejo tako glede na stabilnost samega poklicnega in strokovnega izobraževanja, torej samega sistema, oziroma tudi zgodovinskega udejstvovanja pri nastanku sistema. Tukaj bi mogoče dala še en kontekst, da do pred 20 let ni bilo zastavljenih skupnih smernic razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja. To se je začelo šele s Kopenhavnsko deklaracijo, ko so bile predstavljene te dogovorjene neke prioritetne naloge, predvsem pa cilj povečanja kakovosti poklicnega izobraževanja in njegove privlačnosti. In vsem tem v mislih smo nekako v bistvu pripravili rezultat. Vse te študije so podrobna poročila, znotraj katerih pa smo zaznavali različne izzive. Jaz se danes tu na te izzive ne bom zdaj nekako osredotočala, smo jih pa na dve ravni razdelili, to so bili sistemska raven pa izvedbena raven, in na tak način smo lahko tudi potem kasneje znotraj študije prepoznali skupne vzorce in razvojne usmeritve v teh državah in pa ključne trende razvoja. Tukaj pri ključnih trendih pa se bom za trenutek ustavila in jih malo bolj osvetlila, predvsem z velika tega, ker pač smo tudi v vsakem projektu tem ključnim trendom sledili. Trendi niso predstavljali le odziva na izzive, s katerimi se posamezne države soočajo, ampak so ga tudi usmerjali prihodnji razvoj. Zdaj, izpostavila bi, da se v vseh državah, ki so bile vključene v študijo, potekala kurikularna prenova. Zdaj, ali je bila že zaključena, ko smo jih vključili v študijo, ali pa je bila ravno zmes, ampak vsekakor je bila kurikularna prenova v teh državah v kratkem času izvedena. Zdaj, predvsem z tem namenom odzivanja na vse spremembe, o katerih smo tudi danes že slišali. Poudarek je pa bil pri kurikularni prenovi na kompetenčnem pristopu in pridobivanju tako poklicnih kot ključnih kompetenc. Seveda pa moramo omeniti tudi to, da poleg tega kompetenčno naravnanega izobraževanja so se razvijali tudi instrumenti za ocenjevanje teh kompetenc, kar bomo slišali tudi nadaljevanje, da se tudi mi s tem v našem projektu ukvarjamo. Za nas pa niso bili ti trendi nekako pomembni samo kot primerjalni vpogled, ampak predvsem kot izhodišče za razmisle, kar sem že večkrat poudarila, zato ker smo res želeli imeti neko osnovo, kako razviti sistem v Sloveniji, in ravno na teh vseh podlagah smo se potem lotili tudi priprave samih izhodišč. Zdaj, nekaj je že Helena omenila, ampak izhodišč smo se res lotili na tak način, da smo prvo naredili analizo takrat aktualnih izhodišč pa vseh predhodnikov in želeli smo preveriti, ali obstoječi strokovni okvir, ki je bil zapisan v takratnih izhodiščih, ustrezno odgovarja na vse izzive sodobnega poklicnega in strokovnega izobraževanja, zlasti v kontekstu digitalnega in zelenega prehoda. In ena od ključnih ugotovitev te analize je bila potreba po tem celostnem pristopu, tako na sistemski ravni, kot pa v bistvu na ravni priprave izobraževalnih programov, v smislu, da se premaknemo od razmišljanja o posameznih vsebinah k razmišljanju o celostnem sistemu oziroma sistemu kot celoti. Tu morda še omenim, da je pač analiza tudi pokazala, da je smiselno poleg poklicnega dela nekako smiselno povezati tudi splošno izobraževalni del, ker samo skupaj tvorita jedro kakovostne poklicne in strokovne izobrazbe.
In tako smo na podlagi analize pripravili tudi koncept prenove izhodišč, ki pa je v bistvu širše opredelil samo vlogo poklicnega strokovnega izobraževanja, naslovil ključne izzive, s katerimi se moramo pri tem, ki jih moramo nasloviti, in pa načela modernizacije, ki jih je treba imeti v mislih ob modernizaciji, pa tudi cilje in usmeritve za prenovo programov. Zdaj, če pa vzamem čisto na kratko, kaj smo pa zapisali v izhodišča, v bistvu smo naslavljali tri ključna vprašanja, to je na kakšen način bomo modernizirali poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji, kaj bo novega v programih in kako bomo zagotovili ta celosten pristop k pripravi izobraževalnih programov. Hkrati pa smo tudi nekako nakazali usklajeno pripravo izobraževalnih programov in seveda poskusili usmeriti nastajanje novih programov v skladu z razvojem poklicnega in strokovnega izobraževanja. Kot sem pa omenila že na začetku, oziroma je bila tudi že danes večkrat omenjeno, je eden izmed ključnih ciljev projekta bila digitalizacija in pa ozelenitev izobraževalnih programov. In skladno s tem smo v bistvu skupaj z veliko skupino strokovnjakov pripravili okvir za sistematično umeščanje ključnih kompetenc v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zdaj, sam izbor kompetenc je bil v bistvu usklajen tudi z skupnimi cilji, ki so nastali v okviru prenove učnih načrtov in katalogu znanja za splošno izobraževalne predmete. Zdaj, pri tem nas je vodilo, v bistvu pri pripravi tega okvirja nas je vodilo, da je namenjen tako osnovalcem izobraževalnih programov, torej da jih bojo lažje vključevali v same programe, na drugi strani pa tudi učiteljem, ki bojo te programe potem načrtovali in operacionalizirali cilje programov, ne nazadnje pa tudi za usposabljanja, ki smo jih za implementacijo za te učitelje pripravili. Zdaj, čisto na kratko se bom pa dotaknila še pilotne študije, ki smo jo tudi pripravili. V bistvu gre za študijo, kjer smo izvedli analizo dejavnosti na dveh področjih. Zbrali smo kulturno-kreativno dejavnost kot primer bolj kompleksnejšega področja in pa kmetijsko dejavnost, kjer v bistvu so pa meje jasno določene, izvajalci imajo podobno organizacijsko strukturo. Zakaj pa je bil namen te študije? V bistvu, da si odgovorimo z pomočjo različnih kvantitativnih pa kvalitativnih metod na tri ključna vprašanja, predvsem pa da opredelimo vrzeli med povpraševanjem na trgu dela in obstoječimi znanji ter spretnostmi, ki so vključene tako v poklicne standarde in ki predstavljajo v bistvu podlago za kataloge znanj za programe in pa nacionalne poklicne kvalifikacije. Zdaj, na podlagi vseh podatkov, ki smo jih v bistvu s to pilotno študijo oziroma z analizo dejavnosti pridobili, smo pa potem tudi oblikovali priporočila za izboljšanje tako poklicnih standardov kot ne nazadnje izobraževalnih programov in ta priporočila v bistvu razširjajo možnost v bistvu nam podajajo neke usmeritve za vključevanje ključnih del, ki bi jih sicer morda lahko spregledali. Zdaj, na kratko, če zaključim s to študijo, je, da je tak analitičen pa sistematičen pristop lahko ključen za učinkovito ugotavljanje in usklajevanje tako potreb dela, kot tudi na drugi strani izobraževalne sfere. In v bistvu predstavlja nek pomemben korak za analizo izbrane gospodarske dejavnosti. Čisto za konec pa še, tako kot sem začela, torej ni samo prenova programov, ampak vse to, kar se že prej zgodi, vsi ti razmisleki, da lahko sledimo razvoju. Preden pa predam besedo kolegu Mateju, ki bo predstavil pripravo prenove višješolskih študijskih programov, pa bi za konec še eno stvar poudarila. In to je, tako kot je tudi Helena na koncu omenila, v pripravo vseh teh gradiv je bilo res vključenih veliko strokovnjakov, tako da hvala vsem za znanje, izkušnje in pripravljenost za sodelovanje. Pozdravljeni. Najprej očala, ne zato, ker imamo droben tisk v dokumentih. Vodstvo se nekako ne strinja z mojim predlogom, da bi v dokumente dali pisavo 16 točk, da bi bila velika. Mogoče bi bili malo manj trajnostni, vsekakor veliko bolj digitalni. Višje šolstvo bi bilo pa sploh dobro vidno. Torej, če začnemo na hitro, tam, kjer smo zdaj končali, tudi na višjošolski ravni smo seveda
dajte prav, začeli s nekimi temeljnimi analizami in primerjavami, ki so bili oblikovane zato, da smo pripravili seveda izhodišče za pripravo višješolskih študijskih programov in naknadno seveda prenovo programov na višješolski ravni. Prvi dve točki sta zelo pomembni. V prvih korakih analize smo se seveda zelo osredotočili na podatke, ki so že obstajali, recimo bili so podatki skupnosti višjih strokovnih šol, hvala skupnost, in seveda na kakšne dokumente, ki so bili že pripravljeni pred začetkom projekta, to je vsekakor strategija višjega strokovnega izobraževanja Republike Slovenije za obdobje 2020-2030. V tem dokumentu je seveda zelo poudarjena stabilnost sistema, kakovost izobraževanja, prilagajanje sistema gospodarstvu in seveda zaposljivost. No, na tem prvem koraku je seveda bilo zelo pomembno, da smo mi pripravili kakšno analizo in študijo, kot ste že slišali, ne. Prve dva dokumenta sta bila seveda namenjena razvoju, nadaljnjemu razvoju višjega strokovnega izobraževanja in to sta bila sistemska analiza in mednarodna primerjava. Pri sistemski analizi je bila zastavljena kot analiza stanja, se pravi, govorili smo o analizi obsega, strukture predmetov in modulov, obveznih izbirnih predmetov, izvajanje prostoizbirnega predmeta, praktično izobraževanje, vključevanje ključnih kompetenc, izzivov OK, lahko bi še naštevali, vse do sodelovanja med strokovnjaki iz šolstva in gospodarstva. S tem dokumentom smo res želeli na široko, zaobjeti v bistvu vse vidike višjega strokovnega izobraževanja in poiskati tiste točke, ki bi jih bilo treba posebej razrešiti oziroma nekako uskladiti. Drugi je seveda mednarodna primerjava, nekaj ste slišali že prej o vključenih državah, kjer je bilo govora prej v tem, da bi primerljive podatke o položaju in razvojnih perspektivah te ravni primerjali z drugimi. Nekaj je kolegica že navedla pred mano, splošno za poklicno in strokovno izobraževanje, tukaj pa seveda lahko dodam kaj za višje šolstvo, umeščenost v izobraževalni sistem, zakonodaja, vrste programov, tipične kvalifikacije, upravljanje sistema, vse do povezovanja izobraževanja, gospodarstva, zbornic in vseh ključnih deležnikov. Mednarodna analiza je recimo pokazala, da ima večina evropskih držav zajetih v to poročilo precej fleksibilen, na vertikali nadgrajen, zelo strukturiran poklicni izobraževalni sistem in to je vsekakor neka točka, na kateri smo tudi mi želeli to nadaljevati. Ti dve pripravljeni poročili sta bili seveda zelo pomembni za razvoj modela prenove višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji s ciljem slediti nekim sodobnim trendom, zahtevam trga in izobraževanja. Pokazalo se je namreč, da se bodo mnoga odprta vprašanja razrešila že s prenovo obstoječih programov, ki jih je treba prenoviti, in seveda poudarjeno, da bi bilo treba zelo močno vzpostaviti oziroma poudariti tudi na podatkih in analizah utemeljen postopek načrtovanja in priprave programov. Za prenovo je bil seveda najpomembnejši korak izhodišče za pripravo višješolskih študijskih programov. Kot krajša oblika tega izobraževanja so povezani s potrebami trga dela, študija, usposobljenosti v podjetjih, strokovno znanje, kompetence. Delovna skupina, ki je pripravila izhodišče, je bila oblikovana zelo široko, vključevala predstavnike sistema z različnih gledišč, ministrstva, pristojni sveti, visoko šolstvo, delodajalske organizacije, skupnost višjih strokovnih šol, seveda brez Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ne gre. Cilj pripraviti sodobna izhodišča. Med operativnimi je najbolj izpostavljen model prenove višješolskih študijskih programov, pripravili pa smo seveda tudi en kup smernic, ki grejo zdaj v napačno smer. Tako. Smernic za vključevanje ključnih kompetenc, odprtega kurikula in kompetenčno naravnanega višješolskega študija. Pri vseh teh smernicah smo nekako hoteli zaobjeti vse točke načrtovanja, priprave, izvedbe, tudi evalvacije in seveda pri vseh točkah smo poskrbeli tudi za zagotavljanje kakovosti vsakega izmed teh
te ravni, ki seveda vse vključujejo višje strokovno izobraževanje. Če zaključim, kot vidite, mi je vse uspelo stlačiti na eno prosojnico. To sicer ne pomeni, da sem namerno uporabil majhne pisave, je pa pomembno to, kar pride zdaj, in to 16 programov, ki smo se jih lotili na višješolski ravni prenoviti, in konkretna prenova pomeni tudi konkretno novo osebo, zato predajam naslednjemu metodu govor. Hvala. Matej, jaz si mogoče pointer sabo odnesel. Okay, hvala. Hvala za besedo. Zdaj, glede na to, da je moja naloga, da vam predstavim oziroma pojasnim, kako je potekala konkretna prenova programov in srednjega, poklicnega in strokovnega in tudi programov višjega poklicnega izobraževanja, je dejansko meni, kot bom rekel, najstarejšemu izmed 15 svetovalcev, ki smo operativno delali na Centru za poklicno izobraževanje, na tej nalogi pripadla čast in pa velika odgovornost, da vam predstavim, kako je to potekalo in katere aktivnosti smo izvajali, da smo prenovili te programe, ki so bili že večkrat omenjeni. Se pravi, sama prenova je potekala v dveh fazah. Najprej smo prenovili 5 programov, včasih smo jim tudi rekli pilotne programe. Se pravi, s prenovo teh prvih 5 programov smo poskušali testirati vsa ta izhodišča in pa tudi strokovna priporočila, ki smo jih pripravili za prenovo programov. Potem v drugi fazi pa smo se lotili prenove še vseh ostalih programov, ki so bili predvideni za prenovo v tem projektu. Zdaj, kako smo izbrali, direktor je že omenil, da smo slabo oziroma nekje tretjino programov prenovili, pač odločiti smo se mogli za določene kriterije, če se boste spraševali, zakaj smo ravno te programe prenavljali, pač več kriterijev smo upoštevali. Preverili smo, kateri programi že dlje časa niso bili prenovljeni, se pravi, tisti programi, ki vsaj 10 let niso bili prenovljeni, so prišli v poštev. Pogledali smo, za katere programe imamo prenovljene poklicne standarde v zadnjih 5 letih, ki so podlaga programom, tako da ne bi na starih poklicnih standardih prenavljali programe. Potem smo tudi gledali število šol, ki izvaja določen program, oziroma število dijakov, ki je vpisano v določene programe. Tako da tudi tukaj je bila neka, bom rekel, strokovna odločitev, kateri programi so se začeli prenavljati. Smo se pa na začetku odločili za teh 5 programov, tudi po tej logiki, da smo eno poklicno vertikalo od poklicnega pa do višješolskega izobraževanja prenovili, to je bilo področje mehatronike in pa želeli smo še en program z področja storitev. In zdaj ta bolničar negovalec nam je kar nekaj časa že čakal, da ga prenovimo, ker je bil tehnik že pred leti prenovljen in je podlaga za PTI programe. In pa še farmacevtski tehnik, tudi zanimivo področje med tehniko pa storitvami. Tako da prvih teh 5 programov smo že prenovili. Kasneje bo kolega Velesa povedala, da so tudi potekalo tudi uvajanje šol za izvajanje teh programov in ti programi se začnejo letos jeseni izvajati. Se pravi, v šolskem letu 26-27 se bodo začeli izvajati programi. V drugi fazi smo pa, jaz sem zdaj tukaj še prilagoditve štel, skupaj jih je 34 programov, ki bo prenovljenih in bodo se začeli izvajati naslednje šolsko leto oziroma študijsko leto, se pravi leta 27. Jaz imam tukaj naštete te programe, ki smo jih v drugi fazi prenavljali, se pravi 10 programov poklicnega srednjega strokovnega izobraževanja, 8 poklicnih 3-letnih programov, zraven smo še prenovili en program nižjega poklicnega izobraževanja in 4 PTI programe.
Se pravi, malce smo tudi gledali, da smo dejansko ponekod, kjer so poklicne vertikale, da smo poklicno vertikalo v celoti prenavljali, ali pa tam, kjer imamo več sorodnih programov na istem strokovnem področju, ki imajo nekatere skupne strokovne module, temeljne, se pravi, določene tehnologije, ki so skupne, več programom se skupaj izvajajo, tako da smo tudi te kriterije upoštevali. Zdaj, eni so, vidi se, nekateri so z drugimi barvami označeni. Tukaj sem hotel samo malce izpostaviti, nismo v teh dveh fazah programe nismo nobenega novega strokovnega področja pokrili s izobraževalnim programom, smo pa parim programom spremenili ime. Ti, ki so pobarvani, imajo zdaj drugo ime, recimo dizajner trženjskega prostora se lepše sliši kot aranžerski tehnik. Tako da smo tole. In pa na področju gastronomije in turizma se je nekako izkazalo, da delodajalci še vedno rajši slišijo, da govorimo o kuharju, o natakarju, ne pa o gastronomu, hotelirju in podobne stvari. Tako da smo se malce približali temu, da tudi delodajalci bolj razumejo, za kakšen program gre. Kot smo omenili, smo v tej fazi prenovili tudi programe za izvajanje na narodno mešanem območju v Prekmurju in pa v slovenski Istri. Zdaj, tukaj metodologija priprave teh programov oziroma prilagoditev se ni spremenila, tako kot so dosedanji programi prilagojeni, smo tudi te potem prilagodili na enak način. Malce razlike je, tukaj je gospa ravnateljica iz šole v Lendavi bo vedela povedati, da za SPI programe, se pravi za 3-letne programe, DV programe, smo malce prilagodili metodologijo oziroma smo malce več programa vrnili šoli na račun izobraževanja pri delodajalcih, ampak tam je bilo že zdaj veliko več izobraževanja pri delodajalcih kot pri ostalih programih. Se pravi, to so ti programi, ki so zdaj prenovljeni, vsi ostali programi pa bodo prenovljeni v naslednjem projektu, kot je direktor napovedal, če bo tako, kot planiramo, da bo. Zdaj, kot sem že omenil, nas je 15 svetovalcev, nas je operativno delalo na tem prenovi programov in bili smo dejansko pred nalogo, da vodimo prenovo, da ta izhodišča in pa vse metodološke dokumente, ki smo jih pripravili, da poskrbimo, da bo vse to primerno vključeno v programe in sicer tako, da delovne skupine, ki smo jih potem osnovali, vse to upoštevajo in vključijo v programe. Zdaj, nova izhodišča, podlaga so nam bila nova izhodišča, ki so bila sprejeta marca leta 2024. Izhodišča so ohranila kompetenčni pristop kot temeljni koncept poklicnega izobraževanja. Tudi večina učiteljev, ki uči v šolah teh zadnjih 20 let, ta koncept že pozna. Mi smo samo nekako iskali način, kako ta kompetenčni pristop vključiti in ohraniti v izobraževalnih programih. Zdaj, zdelo se nam je en bistven oziroma garancija, da bo to potekalo tako, če ustrezno strukturiramo in nacionalne programe in pa tudi potem izvedbene kurikule, ki jih šole pripravljajo. Se pravi, da že sama struktura programa učitelje nekako usmerja v to, da kompetenčno poučujejo. Se pravi, izhodišča so ohranjala to, da so poklicni standardi obvezna podlaga za pripravo programa in mi smo, ko so delovne skupine začele z pripravo programov, je bila prva faza analiza poklicnih standardov, iz katerih smo izločili v bistvu tista ključna dela in pa veščine, ki jih morajo tisti udeleženci izobraževanja doseči. S tem smo dejansko izločili kompetence in iz tega osnovali strokovne module v strokovnem delu programa in s tem smo dejansko nekako učitelji prisilili, da sledijo tej kompetenčni oziroma kompetenčnemu pristopu pri izobraževanju programa. Zato, ker smo jim že kataloge znanja tako strukturirali, da sledijo temu, da dijaki pridobijo določene kompetence v skladu z zahtevami poklicnega standarda. Module smo oblikovali tako, da smo
v modulih združili splošno, strokovno, teoretično in praktično znanje. Se pravi, da so cilji pisani tako, da združujejo vse 3 cilje v modularni strukturi programa. S to strukturo programov poskušamo nekako slediti tem načelom, ki jih prinašajo izhodišča. Potem mogoče zelo velik novost ali pa pristop je bilo umeščanje ključnih kompetenc v programe. Mi smo dejansko zdaj te ključne kompetence, ki smo jih definirali, bile so že naštete in pa naredili smo tudi priporočila za umeščanje. Mi smo zdaj te ključne kompetence umeščali v programe na vseh nivojih programa, se pravi skozi splošno izobraževalne predmete s skupnimi cilji, potem skozi strokovne module in pa tudi skozi odprti kurikul in pa tudi skozi druge oblike izobraževalnega dela, se pravi interesne dejavnosti in pa aktivno državljanstvo. Se pravi, te ključne kompetence s poudarkom na zelenih in digitalnih so bile vključene kot cilji programa in pa cilji katalogov znanja za posamezne strokovne module. Se pravi, da smo vse to integrirali v program kot se pravi neko obvezo učiteljev, da te cilje dosega skupaj z strokovnimi kompetencami, ostalimi poklicnimi in pa ključnimi, ki so še predpisane. V programih smo ohranili odprti kurikul in pa praktično izobraževanje pri delodajalcih. Zdaj uveljavili smo pri tehnikih 8 tednov PUD-a, to je že kar nekaj časa v izhodiščih, ampak tisti programi, ki že nekaj let niso bili prenovljeni, so imeli še nekateri 4 tedne PUD-a, tako da zdaj enotno, recimo za tehnike 8 tednov PUD-a, pri ostalih programih 3-letnih pa ostaja 24 tednov PUD-a, tako kot je bilo do sedaj. Tudi izbirnost se ohranja v programu in pa odprti kurikul kot priložnost šol, da se prilagodijo potrebam delodajalcem, ostaja še vedno v programih. Predmetniki so še vedno odprti, se pravi, da imamo samo predpisano število ur na ravni programa, na izvedbeni ravni pa šola potem sama razporeja te ure skozi letnike izvajanja programa. Se pravi, na prvi pogled ničesar novega, vendar pri tej prenovi smo se prvič posvetili vsebinski posodobitvi na podlagi revidiranih poklicnih standardov, posebno pri tistih programih, ki smo jim spreminjali imena, je kar nekaj tudi vsebinskih novosti na osnovi poklicnih standardov dodanih v programe. Potem umestili smo teh 7 ključnih kompetenc, ki jih imate naštete, predvsem s poudarjanjem digitalne pismenosti, potem podjetnosti in pa seveda učenja oziroma tudi vse ostale kompetence, ki smo jih definirali z našimi izhodišči. Potem je taka novost, ki pa tudi vpliva na izvajanje pouka in pa najbrž tudi na poučevanje, je pa to, da se je struktura katalogov znanja malce spremenila oziroma dopolnila. Kaj smo naredili? Se pravi, strokovni module smo sedaj zapisali v kataloge, ki imajo sedaj ime modula, tako kot je bilo do sedaj, samo imena modulov boste opazili, da so veliko bolj kompetenčno zapisana. Se pravi, da z nekim glagolom v imenu poskušamo nakazati, katere veščine pridobiva dijak ali pa študent v tem modulu. Potem v opisu modula na kratko opišemo namen modula, potem katere kompetence bo pridobival in pa tudi, kar je največja novost, pa so standardi znanja. Se pravi, mi sedaj na nacionalnem nivoju smo v kataloge zapisali standarde znanja, minimalne in pa optimalne. Se pravi, da je na nivoju programa predpisano, kateri so tisti minimalno in pa optimalno znanje, ki ga mora dijak doseči pri nekem strokovnem modulu. Ti standarde znanja smo strukturirali na nivoju modula in jih v bistvu nekako skoncentrirali okrog nekih delovnih procesov, ki se
ki se izvajajo znotraj nekega strokovnega modula. Se pravi, če v nekem strokovnem modulu dijaki osvojijo neko kompetenco ali pa nek delovni proces, potem predpišemo, na kakšnem nivoju morajo to dosegati na nacionalnem nivoju. Še glede prenove višješolskih študijskih programov, Matej je že lepo nakazal, kako je to potekalo, se pravi, imeli smo izhodišča, ki so nam dala usmeritve za prenovo teh programov. Temeljni cilji višješolskih programov so bili posodobljeni, malce bolj izpostavljamo ne samo poklicna usposobljenost, ampak tudi ključne kompetence, ki jih pridobivajo v višješolskih programih in pa seveda tudi sposobnost delovanja v delovnem okolju, se pravi in sposobnost komuniciranja, delovanja v timu in pa usvajanje digitalnih kompetenc. Potem odprti kurikul se je bil z novimi izhodišči uveljavil. Dejansko smo imeli odprti kurikul že od leta 2016 v izhodiščih, vendar ker zadnja leta nismo toliko prenavljali programov višješolskih, tudi ni bilo to tako izraženo. Sedaj so vsi programi, ki smo jih prenovili, vsebujejo tudi odprti kurikul, s katerimi se delodajalci lahko prilagajajo zahtevam okolja. Se pravi, ključne kompetence smo vključili prav tako kot pri srednješolskih programih skozi vse sestavine programa, še najbolj pa mogoče skozi 4 skupne predmete, ki smo jih zdaj definirali kot neko skupno bazo vseh višješolskih programov. Se pravi, imamo 4 skupne predmete, ki so skupni vsem programom, se pravi, z področja ekonomike in podjetništva, sporazumevanja, komunikacije in vodenja, potem računalniške kompetence in pa sporazumevanje v tujem jeziku. Zdaj, glede na to, da smo fiksirali ta skupno jedro programov in pa dali tudi odprti kurikul, se je s tem malce bolj povečal izbirni del programa in pa ugotovili smo dejansko, da prosto izbirni predmet za 5 kreditov, ki je bil sedaj v višješolskih študijskih programih, nekako v praksi ni zaživel in tudi izgublja smisel zdaj, ker imamo in odprti kurikul in pa izbirni del programa, tako da tega prosto izbirnega predmeta ni več v predmetnikih višješolskih programov kot sestavine programa. Edina razlika je ta, da v bistvu zdaj vse te sestavine programa šola ponudi študentom, prej pa je tisti prosto izbirni predmet načelno lahko študent izbiral tudi iz kakšnega drugega študijskega programa in ga prinesel v ta višješolski program. Pa tudi na višji šoli smo posodobili metodologijo za pripravo katalogov znanja. V bistvu smo spet hoteli ta kompetenčni pristop okrepiti, naredili smo tudi opis modula in potem dejansko cilje pisali bolj kompetenčno, se pravi, nismo znanja in pa veščine ločili na informativne pa formativne cilje, ampak jih pišemo skupaj in dajemo poudarek ključnim in pa poklicnim kompetencam. Zdaj, v praksi se je pokazalo, tako delovne skupine na višjih šolah so bile z novo metodologijo za pisanje katalogov znanja zelo zadovoljne, so rekli, da je zdaj to boljše, da je bolj enostavno. Na srednjih šolah nam je pa pisanje standardov znanja delalo malce težav. Seveda vsi učitelji so na koncu rekli, oziroma člani delovnih skupin so rekli, da je to zdaj super, da končno vsaj na nacionalni ravni predpišemo, kaj nekdo mora znati za tisto dvojko, ampak da smo se pa potem v delovnih skupinah dogovorili, kaj pa je tisto za dvojko, je pa nekaj časa trajalo. Ampak na koncu smo povsod najdli kompromis. Zdaj tukaj imate seznam 16 programov, ki smo jih prenovili. Tudi tukaj so bili isti pogoji, da so prenovljeni poklicni standardi in pa da imamo zadej, se pravi, šole, ki izvajajo te določene programe. Tukaj smo samo eno ime spremenili, ta višji dizajner prostora in medijev, to na področju ekonomije je bil prej ta, kako je že Helena, je bil prej ta, tudi meni se ne spomnim.
Ja, snovalec vizualnih komunikacij, meni se je bil, ja. Tukaj smo ime spremenili, ostala imena ostajajo enake. Zdaj, predvideno je, da se naslednje študijsko leto začnejo ti programi izvajati. Zdaj pa potek, glede na to, da čas izteka, dejansko gre za to, da smo mi ta potek prenose programov smo vodili po fazah z strokovnjaki, ki smo jih prek javnih razpisov izbrali, seznanili smo jih z vsemi podlagami, ki smo jih pripravili in od njih pač prosili, da nam kot povratno informacijo pripravijo predloge katalogov znanja, ki so jih mogli potem svetovalci še metodološko urediti in pa poskrbeti, da so med delovnimi skupinami usklajeni na nivoju programa. Zdaj, kot je že Helena omenila, zdaj imeli smo 8 razpisov, zdaj, od tistih 912 prijavljenih strokovnjakov jih je okrog 600 sodelovalo pri prenovi samih programov in pa smo kar nekaj katalogov in drugih dokumentov pripravili za sprejem. Se pravi, to je, če računamo, da je to delo, zdaj samo ta ožji segment bilo vključenih 15 svetovalcev, je to kar veliko dela za posameznega svetovalca in se že veselimo naslednje faze programa, ker bomo pa okrog 60 programov prenovili. Tako da, hvala za vašo pozornost. Zdaj nadaljevala bo pa moja kolegica z Centra za poklicno izobraževanje Velisa Mrak, ki bo pa malce vam osvetlila, kako smo si zamislili to pot od priprave programa pa potem do, oziroma od prenovljenega programa pa do priprave na izvajanje. Hvala. Metod, hvala lepa za res nazoren prikaz poteka same prenove. Da, programe imamo prenovljene in vendar naše delo še zdaleč ni bilo zaključeno. Izhodišče našega nadaljnega dela je bilo, da se sprememba ne zgodi takrat, ko šole prejmejo prenovljene kurikularne dokumente, ampak šele takrat, ko jih na ravni šole, pomeni vsi, ki program izvajate, skupaj premislite, se pogovorite o tem, kako boste program izvajali in na ta način začnete tlakovati pot konkretni pedagoški praksi. Zato je bil naš naslednji korak na ravni srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja razvoj metodoloških podlag kot podpora šolam, da bi se prenovljeni, kompetenčno zasnovani programi čim bolj kakovostno načrtovali in tudi izvajali. V ta namen smo pripravili številna podporna gradiva in šole v procesih uvajanja prenovljenih programov podprli tudi s številnimi usposabljanji. Ker je eno izmed temeljnih načel kompetenčno zasnovanega izobraževanja, da se programi načrtujejo in tudi izvajajo čim bolj povezano in usklajeno, smo pripravili sklop gradiv, ki šole podpirajo pri pripravi izvedbenega kurikula in vseh njegovih ključnih sestavin. V podpornih gradivih smo tako opredelili načrtovanje odprtega kurikula, opredelili smo sodelovanje z delodajalci, ko se načrtuje praktično usposabljanje z delom. Nenazadnje smo razmišljali o tem, kako učitelje podpreti pri didaktičnem načrtovanju, zlasti iz vidika načrtovanja učnih situacij in seveda nismo pozabili tudi niti na segment ocenjevanja znanja. Med temi dokumenti ima posebno mesto priprava izvedbenega kurikula kot temeljnega strateško-razvojnega dokumenta, v okviru katerega šola nacionalno predpisan program operacionalizira kot povezano, usklajeno in kompetenčno naravnano celoto. O odgovornosti smo danes že nekaj slišali, pa dovolite, da si sposodim misel, da je to odgovornost res vseh, ki program izvajamo oziroma izvajate. Pa ne samo to, danes si nekako drzim izpostaviti, da je pravzaprav pri tem procesu pravzaprav tudi ključna vloga prav vodstva. Zakaj? Ker ustvarjate organizacijske pogoje za skupno načrtovanje, vzpostavljate sodelovalno kulturo na šoli, brez katere si pravzaprav kompetenčno zasnovanega izobraževanja
ni mogoče pravzaprav niti zamišljati. Torej, komu so gradiva namenjena? Vodstvu, strokovnim aktivom, učiteljem oziroma pod črto vsem, ki program izvajate. Danes bom še parkrat iz rokava potegnila načelo kompetenčnega zasnovanega izobraževanja in tudi tokrat ga bom. Namreč predvideva, da je program dovolj prožen in fleksibilno naravnan, zato da se lahko v delu prilagaja potrebam lokalnega okolja, gospodarstva, pa tudi, če se da, interesom dijakov. Prav v tem okviru dobi posebno mesto odprti kurikul. Gre za del izobraževalnega programa, ki šoli omogoča, da ga oblikuje razvojno, odzivno in ponovno v sodelovanju z delodajalci. V smernicah za načrtovanje odprtega kurikula smo opredelili njegov namen in vlogo. Učitelje pa podprli pri njegovem načrtovanju, pripravi, objavi pa tudi zagotavljanju kakovosti. Želeli smo tudi poudariti, da odprti kurikul ni namenjen realizaciji poklicnih kompetenc in ciljev, ki so predpisani v nacionalnem kurikulu, pač pa da ga odprti kurikul v tem delu pomembno nadgradi. V korakih operacionalizacije programa je seveda tudi PUT. Zato smo tudi temu namenili posebno pozornost, saj je treba tudi ta del programa vsebinsko in organizacijsko smiselno umestiti v njegovo izvedbo. Naš naslednji korak oziroma razmislek je šel v smer, kako učitelje in aktive podpreti pri didaktičnem načrtovanju njegove izvedbe. Pa če se spet vrnemo k načelom kompetenčno zasnovanega izobraževanja. Kaj predvideva? Da dijaki znanje usvajajo povezano in kompetence razvijajo čim bolj celovito. Zato smo želeli učitelje nekako podkrepiti, da na podlagi katalogov znanja in v njih opredeljenih poklicnih kompetencah oblikujejo učne sklope, da na tej podlagi iščejo medpredmetne povezave in jih smiselno vključujejo v načrtovanje ter samo izvedbo pouka. V tem kontekstu je nastalo gradivo koncept načrtovanja in izvajanja učnih situacij, s katerimi smo želeli učiteljem pokazati ta most od načrtovanja, ki se zgodi na ravni šole, pomeni, ko se načrtuje izvedba programa, ko se načrtuje izvedba programa v posameznem letniku, do konkretnega načrtovanja na ravni učitelja. Seveda ponovno, pretežno v kontekstu načrtovanja učnih situacij. Kadar pa se strokovni aktiv opogumi in se odloči, da bodo razvijali in načrtovali bolj kompleksno učno situacijo, pa v ospredje spet stopi timsko načrtovanje. Saj učno situacijo lahko na ta način realiziramo le v timskem načrtovanju učiteljev različnih programskih enot, pomeni učiteljev stroke, splošno izobraževalnih predmetov, ki v tem primeru skupaj načrtujejo cilje, vsebine in tudi samo izvedbo pouka. Moj prst. Poleg tega je pa treba na ravni šole pravzaprav domisliti tudi še vprašanje načrtnega razvoja ključnih kompetenc, ki jih je prav tako treba premišljeno načrtovati in umeščati v načrtovanje in izvedbo samega pouka. Dodatno področje, ki smo ga morali v okviru načrtovanja izvedbe nasloviti, je tudi ocenjevanje oziroma priprava načrta ocenjevanja znanja, saj je tudi ta del treba premišljeno umestiti v samo skupno načrtovanje in izvedbo programa. Toda, s tem področje preverjanja in ocenjevanja pravzaprav še ni v celoti odkljukano. Namreč, z dodatnimi podpornimi gradivi smo želeli učitelje podpreti tudi izvedbeno. Pomeni, če se spet sklicujem na načelo kompetenčno zasnovanega izobraževanja, ne samo, da razvijemo pri dijakih celovitost, torej vse tri dimenzije kompetence, pomeni ne samo znanje, pač pa naslavljamo tudi vzgojno-socializacijski in funkcionalni vidik, kot takšno si jo pravzaprav želimo tudi ocenjevati. Zato smo učitelje želeli podkrepiti, da tako ocenjujejo tudi samo kompetenco, da si pri tem pomagajo standardi znanja, opisniki in da pri sami izvedbi razmislijo tudi o različnih izvedbenih načinih ocenjevanja.
Če smo želeli načela kompetenčno zasnovanega izobraževanja prežeti čez celotno prenovo, pomeni, imamo prenovljene programe, tako mislimo njegovo izvedbo čez izvedbeni kurikul, tako načrtujemo izvedbo pouka čez učne situacije in tako tudi ocenjujemo. Torej, kaj nam še ostane? Ostane nam še samo zaključevanje izobraževanja. Zato smo v tem kontekstu prenovili smernice oziroma priporočila za načrtovanje in izvedbo 2. in 4. predmeta poklicne mature ter zaključnega izpita iz izdelka oziroma storitve z govorom. Smernice so pravzaprav podlaga za to, da bi lahko zagotovili bolj enotno, pregledno in strokovno utemeljeno podporo za vse tiste, ki načrtujete, pripravljate, organizirate in tudi izvajate posamezne izpite. Preden zaključim, prisluhnimo, kako kompetenčno zasnovano izobraževanje v svoji vsakodnevni praksi udejanja učitelj Marjan Bezjak na Tehniškem šolskem centru Maribor. Bil je soavtor prenovljenih katalogov pred 20 leti in tudi tokrat je bil član delovnih skupin. Danes ga žal ni med nami zaradi drugih obveznosti, zato sem pogovor z njim posnela. Pa prisluhnimo. Gospod Marjan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Slišim, da dijaki pri vašem pouku ne delajo zgolj in samo zapiskov, ampak da nenehno nekaj načrtujejo, sestavljajo, testirajo in se soočajo z mnogimi mehatronskimi izzivi. Menda sestavljate celo avtonomna vozila. Kako torej načrtujete pouk, da dijaki niso samo poslušalci, pač pa prevzemajo aktivno vlogo, samostojno rešujejo probleme in se nenazadnje učijo prav ob reševanju izzivov tipičnih poklicnih problemov? Ja, hvala za vprašanje. Ja, mi delamo malo drugače, no. Jaz že leta in leta razmišljam, kako postaviti dijake v aktivno vlogo, torej, da oni delajo, jaz pa jih usmerjam, torej, da smo mi scenaristi, usmerjevalci pouka in na tak način, da oni delajo, se dejansko največ naučijo, pridobijo izkušnje, osvojijo tudi nenazadnje kompetence. Zdaj, osnovo imam jaz srečo, da lahko delam v takšnem okolju, ki mu rečem sanjska učilnica, potem imam hkrati podporo vodstva in pa seveda, da lahko delam v skupinah, torej laboratorijske vaje in teorijo, ki jo imam, so podpora dejansko laboratorijskim vajam. In mi se na teoriji pripravljamo, torej v stilu obrnjenega učenja, da dijaki iščejo rešitve in potem dejansko pri laboratorijskih vajah dejansko na industrijski opremi, ki je dokaj aktualna, koliko se le da, saj nenehno pripravljamo učila in opremo, da smo v trendu, v korak s časom in pol na teh zadeva dela in jaz menim, da jih tako lahko najbolje pripravimo na trg delovne sile, torej na hkrati in študij in poklicno pot. Krasno. Kaj pa bi rekli o motivaciji dijakov za takšno delo? Ja, opažam, da so zelo zainteresirani. Ko oni vidijo realen problem, ki ga srečajo in v življenju in v poklicu, menijo, da se učijo prave stvari, ne. In ko delajo prave stvari, ko srečajo industrijsko opremo, ko razvijajo stvari, torej 3D sprintajo, zmodelirajo, skupaj sestavijo in to jih potegne in moram reči res, da je delo malo drugačno, ne, in zahteva malo več od učitelja, vendar moram reči z prve roke, da se splača. Ugotavljam, da res imajo dijaki pol določene izkušnje, pol usvojijo kompetence in mislim, da je to ena izmed boljših, če ne celo najboljša pot, no. Tako. Slišali smo perspektivo učitelja. Predlagam, da prisluhnimo, kaj o tem pravi eden izmed njegovih dijakov, Nik.
Nik, pozdravljen, živjo. Pozdravljeni. Povej, kako bi opisal učne ure pri profesorju Marjanu? Torej, učne ure bi opisal zelo zanimive, delo je zelo povezano z samim industrijskim okoljem. Zelo mi je všeč tudi, da delamo ogromno v skupinah. Delamo z samo industrijsko opremo, ki jo najdemo tudi v industrijskem okolju. Super. Kaj pa ti je pri njegovih urah pravzaprav najbolj všeč? Kaj je tisto, kar ti bo najbolj ostalo v spominu? Najbolj bo mi ostalo v spominu to, da ure poteka na ta način, da dobimo mi problem na začetku, potem ga mi čez uro rešujemo sami, pri tem pa nas profesor samo usmerja, torej razvijamo samo reševanje problemov. Super, super, to se sliši fino. Povej za konec, a bi imel kakšno sporočilo še za druge učitelje, ki se morda takšnih pristopov še ne poslužujejo? Kaj bi jim sporočil? Sporočil bi jim, da je treba čim več teorije dejansko usmerjati v prakso, torej v čim več projektnega dela, ekipnega dela, da dejanski problemi se postavijo. In to mislim, da je potem največji cilj, da znaš teorijo uporabiti tudi v praksi. Nik, najlepša hvala. Upam, da boš lahko vsa ta znanja nesel tudi s sabo v svoj poklic, oziroma ti želimo vse dobro, tudi morda na tvoji nadaljnji izobraževalni poti. Najlepša hvala. Tudi tebi. Ko slišimo takšen odgovor, pravzaprav težko rečemo, da dijaki ne želijo delati. Prej bi rekla, da vejo, kdaj učenje za njih dobi smisel. Če bi morala vse skupaj strniti v eno misel, bi rekla nekako takole. Prenova pravzaprav zares zaživi šele takrat, ko iz dokumentov preide v sodelovanje, skupno načrtovanje in pedagoško delo. Gradiv nismo pripravljali za to, da bi učitelje dodatno administrativno obremenili, pač pa, da bi jih podprli v tako zelo zahtevnih procesih, kot je uvajanje kompetenčno zasnovanih programov. Toda najdragocenejši del tega procesa ni nastajal le za mojo pisalno mizo, niti v številnih strokovnih razpravah s kolegi iz CPI-ja, pač pa je nastajal kot živ preplet teorije in prakse. Sodelovali smo z učitelji na eni strani in zunanjimi strokovnjaki na drugi strani, ki so nas predvsem podprli s svojimi teoretskimi in metodološkimi premisleki. Vsekakor smo vsi skupaj prispevali k oblikovanju strokovnih rešitev za šole in učitelje. Brez tega sodelovanja ne bi bilo mogoče konceptualnih izhodišč preverjati, jih dopolnjevati in prevajati v šolsko realnost. Tako da lahko z največjim navdušenjem rečem, da pravzaprav gre za zgodbo skupnega razvoja z enim samim ciljem. Kako dijakom v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja zagotoviti čim bolj povezano, smiselno in razvojno naravnano poklicno ali pa morda nadaljnjo izobraževalno pot. Tako. Drugi, veliko bolj živ in tudi razvojno naravnani proces podpore šolam se je odvijal skozi usposabljanja. Hvala za vašo pozornost. Leja Avguštin, beseda je tvoja. Takole, sedaj pa prehajamo na izvedbeno raven, torej usposabljanja za šole, kot je Metod že prej omenil, smo pripravili v bistvu usposabljanja za prvih 5 prenovljenih pilotnih programov v prvi fazi, torej bolničar negovalec, farmacevtski tehnik in 3 iz programa mehatronike. Vsi se bodo začeli razen zadnjega izvajati torej z naslednjim šolskim letom. Takole, pa pojdimo naprej. To je fotografija iz moje pisarne, ki je nastajala v letu 2024, v času, ko usposabljanj še nismo izvajali, ampak smo jih šele intenzivno konceptualno snovali.
In meni je ta slika dragocena zato, ker pokaže nekaj, kar na delavnicah običajno pogosto ostane nevidno. In sicer koliko razmišljanja, koliko preverjanja, koliko povezovanja, usklajevanja in sprotnih popravkov je dejansko potrebnih, da lahko potem nekaj v praksi deluje dovolj jasno in dovolj uporabno za šole. In tako je iz začetnih idej počasi nastajal bolj strukturiran pilotni model usposabljanja za šole, ki vključuje ključna vsebinska področja, s katerimi smo želeli podpreti šole pri načrtovanju izvajanja prenovljenih programov ob upoštevanju načel kompetenčno zasnovanega izobraževanja, da je razvoj kompetenc vključen v vse faze didaktičnega procesa. In tako so bili na šolah oblikovani šolski razvojni timi, 3 do 4 učitelji in ravnatelj. Če pogledamo vsebinsko nekoliko podrobneje, usposabljanja so potekala 1,5 leta, začeli smo januarja 2025 in zaključili prejšnji mesec, torej marca 2026. Torej vsi datumi delavnic so bili določeni lansko leto že na prvi delavnici za šolske time, tako da so se šole lažje organizacijsko pripravile. Če gremo po vrsti, torej januarja smo izpeljali uvodno srečanje za vodstve šol in predstavili koncept prenove prenovljenih programov ter jih povabili k oblikovanju šolskega tima za udeležbo na nadaljnjih delavnicah. Nato sta sledili 2 usposabljanji celotnih šolskih timov, marca in aprila 2025, na katerih smo naslovili pripravo akcijskega načrta za izdelavo izvedbenega kurikula, sestavine izvedbenega kurikula ter predstavili tudi primer učne situacije iz prakse. Nato pa so bila od maja pa do konca decembra lansko leto v teku usposabljanja za posamezne ključne kompetence. Torej imeli smo 7 ključnih kompetenc, kar je pomenilo 7 delavnic. Na teh delavnicah so bili udeleženi samo polovica članov tima, torej po 2 člana tima. Naj tukaj vseeno še poudarimo, da kljub temu, da se na prvi pogled zdi, da so le nekatere ključne kompetence uporabne za vse programe, naprimer podjetnostna ali učenje učenja. Med preostalimi pa se zdi, da so nekatere bolj primerne za določene programe, naprimer celostno zdravje in dobrobit za zdravstvenega tehnika ali bolničarja negovalca. Pa to v resnici ne drži. Namreč srž kompetenčnega pristopa in izbranih kompetenc je prav v tem, da vse skupaj in pri vseh programih prispevajo k formiranju poklicno vsestransko usposobljenega dijaka. Iz ključnih kompetenc se nato vračamo nazaj na celoten šolski tim in januarja letos smo nato nadaljevali z načini vključevanja ključnih kompetenc v izvedbeni kurikul ter se lotili tudi razdelitev programskih enot na učne sklope, da so lahko na šolah začeli pripravljati osnutke didaktičnih načrtov na ravni programa in didaktičnih načrtov na ravni letnika. In tako pridemo do zadnje delavnice, torej v marcu letošnjega leta smo načrtovali izvedbeni kurikul z vključenimi učnimi situacijami po 4 korakih, to pomeni od didaktičnega načrta na ravni programa, pa vse do etapne priprave na ravni učitelja. Skratka, kot vidite, gre za dokaj kompleksno vsebino in zato bi težko rekli, da je to zaključek, ampak je v resnici šele začetek procesa dela za šolo in za učitelje. Seveda smo vse skozi spremljali tudi evalvacijo delavnic. Torej, spremljali smo 4 vidike, koliko novega so udeleženci pridobili, kako uporabno se jim zdi znanje, kako zahtevno ga je umeščati v prakso, ter koliko motivacije za nadaljne delo so delavnice spodbudile. In vidimo, da so ocene pri vseh delavnicah dokaj visoke, na 7-stopenjski lestvici, večinoma med 4,8 in 6,1, kar potrjuje, da so bila usposabljanja dejansko vsebinsko relevantna in za učitelje uporabna. Ob tem pa se kaže tudi, da je prenos nekaterih vsebin v prakso zahtevnejši. To kaže ta siv stolpec, torej umeščanje oziroma priprava elementov izvedbenega kurikula, didaktičnih elementov oziroma didaktičnega načrta na ravni programa in didaktičnega načrta na ravni letnika ter umeščanje ključnih kompetenc, kar seveda razumemo kot pomemben signal, da šole pri uvajanju sprememb dejansko potrebuje še nadaljnjo strokovno podporo. Hkrati pa je spodbuden tudi podatek, da je motivacija za delo tekom delavnic ostajala
ves čas dokaj visoka, kot kaže rumena tabela. Tako, pa zdaj poglejmo tudi nekaj utrinkov iz delavnic v krajšem videoposnetku. Učitelji stroke smo sodelovali že pri prenovi izobraževalnega programa. Zdelo se nam je, da je ta prenova zelo nujna, saj se farmacija izrazito razvija v zadnjem desetletju. Med samimi izobraževanji smo dobili določena znanja, predvsem glede teh ključnih kompetenc. Čaka nas še velik zalogaj, vendar se veselimo, da bomo lahko izkoristili tudi znanje, ki ga imamo iz drugih projektov, ki jih izvajamo na šoli, in bomo lahko predvsem več poudarka dali tudi na praktični pouk. Moje ime je Andreja Podobnik in sem učiteljica splošno-izobraževalnih predmetov, in sicer matematika. V projektu Modernizacija PSI sodelujem kot članica šolskega tima, in sicer že od začetka projekta, torej od marca lani. Udeležila sem se vseh delavnic, ki so bile namenjene šolskemu timu, in pa 3 delavnic, ki so bile namenjene razvoju 3 različnih kompetenc. In med njimi me je najbolj navdušila delavnica o podjetnosti, ker je bila izvedena sistematično, nazorno in pa imela je tudi pripravljene konkretne pristope za vključevanje podjetnosti v pouk. Delavnice na splošno so bile izvedene strokovno in so na koncu tvorile neko smiselno celoto. Učitelji smo pa s pomočjo teh delavnic dobili vpogled tudi v to, kako se načrtuje celotno šolsko leto. Izkazalo se je, da gre za kar kompleksen proces. Orodja, ki so nam jih ponudili, so pa dodatno nam pomagala ugotoviti in najti možnosti za povezovanje tako med strokovnimi moduli kot strokovne module z splošno izobraževalnimi predmeti, kako najti povezovalne točke in katere vsebine se prepletajo. In se mi zdi, da bodo te učne situacije bolj osmislile učenje tudi našim dijakom. Prenovo programa farmacevtskih tehnik smo na naši šoli seveda sprejeli s pozdravom. V same prenovi vidimo neko možnost vizije uveljavljanja novih vsebin, sodobnih vsebin v programu farmacije. Učitelji tako splošno izobraževalnih predmetov kot strokovnih modulov so prenovo sprejeli za svojo. Najprej je delo potekalo preko šolskega tima in pa seveda potem za implementacijo na celotno učiteljski zbor. Zavedamo pa se, da seveda samo za načrtovanjem predmetnika, urnih izvedb ne bo dovolj. V šoli veliko vlagamo v prenovo opreme, prenovo prostora in pa predvsem vlagamo v znanje, strokovno znanje sodelavcev tako na strokovnih modulih kot na seveda na splošno izobraževalnih predmetih. Veselimo se prenovljenega programa. Tako, sedaj pa bi vam pokazali še nekaj izjav učiteljev po posameznih delavnicah, ki si jih lahko preberete. Večinoma so bile izkušnje z usposabljanji pozitivne, smo pa tekom izvajanja seveda zaznali tudi določene pomanjkljivosti, tako na vsebinski kot na organizacijski ravni, ki jih bomo skušali pri izvajanju usposabljanj v nadaljevanju izboljšati oziroma nadgraditi.
Tako da bodo tiste plakate na moji steni v pisarni, ki sem jih pokazala na začetku, kmalu nadomestili novi, seveda nadgrajeni. Seveda ostajajo še izzivi, kako naprej. Potrebno bo v nadaljevanju vsekako razmisliti, kako bomo nadgradili ta pilotni model usposabljanja, ki smo ga razvili za prvih 5 prenovljenih programov. Predvsem, kar se tiče časovne komponente, ki se je izkazala, da je bila za šole kar velik izziv. Še en pomemben razmislek se nanaša na kompetenčno zasnovane programe, ki precej spreminjajo obstoječo organizacijsko kulturo šole ter tudi ustaljene načine načrtovanja in izvajanja pouka, kar je pa lahko tudi razlog, da so premiki manjši, kot bi si včasih želeli ali pričakovali. In ne nazadnje, brez kakovostnih, motiviranih in zavzetih učiteljev ni mogoče dosegati kompleksnih ciljev sodobnega izobraževanja. In zato je pomembna tudi podpora vodstev, kar se je pokazalo tudi v našem projektu. Pomembna je kultura profesionalnega učenja in pomembni so ustrezni delovni pogoji, če želimo ustvarjati kakovosten izobraževalni sistem še v bodoče. Tako, sedaj pa vabim tudi še ravnatelja Zdravka Pavlekoviča iz Srednje šole Ravne, torej šola, ki se je udeležila naših delavnic, da tudi iz prakse pove, kako so usposabljanja potekala pri njih na šoli. Izvolite. Najprej hvala za povabilo in lep pozdrav vsem skupaj, tudi z moje strani. Povabili so me, da bi malo predstavil, kako je to potekalo na naši šoli. Seveda, bom kar tako. In ko sem po prvem srečanju, po prvih delavnicah, kjer smo se udeležili ravnatelji, stopil v zbornico in z navdušenjem povedal, da gremo v modernizacijo našega programa Mehatronik Operater, lahko povem, da sem zaznal kar določeno mero nezaupanja v samo besedo prenova, ker v prenovi so starejši kolegi kar že nekajkrat že sodelovali in so rekli, razen spremembe nazivov programov ali pa mogoče upeljave kakih novih glagolov v učne načrte, ne bo kaj drugega. Se mi zdi, da ko smo začeli po takem pogovoru, ko smo kasneje še nadaljevali te pogovore in predstavitve ciljev te modernizacije, lahko pa tudi povem med tem, da v bistvu smo prišli v to modernizacijo, nekje tudi s časom, ko je prišla umetna inteligenca v širšo uporabo, posebej ta ChatGPT, in nekako so ljudje začutili tudi to, da se bo potrebno spreminjati, da bo potrebno določene stvari spremeniti pri svojem delu, pri svojih načinih podajanja snovi in tako naprej. Tako da s časom bomo rekli, kako je to, ta modernizacija in te delavnice in sestanke, kako so naprej šli, je ta skepsa bila vedno manjša. Tako da smo zdaj, lahko rečem, v enem taki dobrem okolju, v enem dobrem vzdušju, da se lahko ta zadeva pelje naprej. Tako da, ker imam priložnost, najprej predstavim malo tudi naš okolje, iz katerega prihajam. Torej prihajam iz šolskega centra Ravne na Koroškem. Smo v sklopu šolskega centra, v katerem deluje še višja strokovna šola, deluje gimnazija in pa tudi medpodjetniški izobraževalni center. Na naši srednji strokovni šoli torej izvajamo programe srednjega strokovnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, poklicno-tehničnega izobraževanja, pa tudi nižje poklicnega izobraževanja. Zdaj, če samo pogledamo, katere programe izvajamo dejansko 7 programov in trenutno torej izvajamo to prenovo, pripravljamo to prenovo samo za program Mehatronik Operater. Pri ostalih programih pa ta prenova seveda bo tudi lažje stekla, ko bomo pridobili določene izkušnje iz te prve prenove. Mogoče zelo pomembno za nas, tudi to letos praznujemo 80 let, tako da v sklopu teh dogodkov
bomo izpeljali tudi strokovno konferenco, izpeljali smo tudi projektni teden, na katerem smo dejansko v podjetja šli 46 podjetij smo napotili vse naše dijake, tako da so pridobili še dodatne izkušnje direktno iz samih podjetij, v katerih so bili. Zdaj pa, če nadaljujemo, torej najprej seveda na začetku je bilo treba sestaviti razvojni tim, šolski tim. Tu je bilo treba seveda en tak premislek, koga noter vključiti, kdo so tisti, ki bodo to najprej ali najlažje potem tudi vodili, peljali naprej. Seveda smo se tudi strokovno porazdelili, tako da, ker gre za program mehatronika operater, smo noter vključili najprej 2 profesorja, učitelja stroke, profesorico, ki poučuje predmete strojništva, profesor, ki poučuje predmete elektrotehnike, potem smo noter vključili profesorico, ki poučuje splošni predmet, to je matematiko, in seveda smo vključili tudi profesorja, učitelja praktičnega pouka. Tako da smo zajeli celoten spektr teh programa, predmetnika tega programa. Seveda smo začeli tudi s timom, tudi potem sestanki, teh formalnih sestankov je bilo kar nekaj, bilo je pa še več takih neformalnih sestankov v zbornici ob kavi, kjer smo tudi spregovorili o tej prenovi. Torej, treba je najprej bilo poudariti, kateri so tisti osnovni cilji, torej da prehajamo na kakovostno, kompetenčno naravnano izobraževanje. Zdaj, tukaj smo poskušali poiskati neko analogijo, povezavo z tistim našim dosedanjim delom, tako da smo te nove pojme dejansko delali primerjavo z tistim, kar smo že počeli. Torej, recimo učne situacije, en tak pojem, ko smo malo širše to začeli razlago, v zvezi s tem smo ugotovili, da dejansko veliko profesorjev, posebej na strokovnem delu, že izvaja tak način pouka ali problemsko, tako kot smo prej slišali že od profesorja, ki je bil prej na prosojnici, in zelo podobno. Torej, v samem procesu seveda vsak učitelj, profesor želi čim več, čim lažje priti do nekih rezultatov in pri tem si pomagamo seveda na vse načine in mislim, da je ta sestava teh učnih situacij zelo dobra pot. Zdaj, tukaj smo pri teh učnih situacijah zaznali tudi to, da dejansko bi bilo dobro, da se še razširimo tudi na splošno predmete, torej ne samo znotraj strokovnih modulov povezavo, lahko to povezavo naredimo tudi z profesorji splošnih predmetov, tako da te učne situacije bodo zdaj tudi malo drugače načrtovane in mislim, da bojo še lažje bo dijakom potem pri spoznavanju same snovi. Tu je bilo, torej, udeleževali smo se vseh teh delavnic na samem CPI-ju in potem seveda smo o tem se pregovorili tudi na šoli. Vedno smo, to je bilo tudi ena taka dobra izkušnja, da smo vedno dobili tudi kako nalogo, da smo potem doma mogli še s skupnimi močmi v sklopu tima zadevo tudi sami narediti kak korak naprej. Tako da smo se lotevali akcijskega načrta, določali načine, korake izvajanja aktivnosti in tako naprej. Tako da ta akcijski načrt je dejansko ena taka tabela, v katero dejansko še vedno dodajamo nove stvari, korigiramo mogoče kakšne prejšnje, tako da mislim, da bomo, ko bomo šli skozi ta proces, da bo nastal en tak dober primer, vzorec, kako treba se lotevati kakršnikoli sprememb pri našem delu. Tako, kar nekaj teh sestankov tima smo potem naredili, seveda smo se pogovorili o konkretnih izzivih, konkretnim delu, ki ga je bilo treba narediti. Treba je bilo pripraviti, torej razdeliti, najprej pripraviti didaktični načrt na ravni programa, potem didaktični načrt na ravni letnika, potem smo izdelali izvedbeni predmetnik, kjer je bilo kar nekaj
besed tudi v zvezi z praktičnim izobraževanjem, kako predstaviti ta praktično izobraževanje pri delodajalcih v drugi letnik iz tretjega letnika in tako naprej. Torej, so bili sestanki, lahko rečem, zelo konstruktivni, smo se pogovarjali in tako da smo dobili kar nekaj teh, na koncu teh dokumentov, s katerimi lahko zdaj dejansko šele začnemo delati. Mi smo pri tem vključevali tudi vodje aktivov, strokovnih aktivov, ki so potem svoje naloge prinesli tudi v same aktive, kjer smo vključevali tudi profesorje. Predstavili smo, poročali smo na nek način tudi v zbornici na naših tedenskih srečanjih učiteljskemu zboru, celotnemu, kako poteka ta prenova, tako da mislim, da smo zastavili en temelj za nadaljnje naše delo. Vemo, da dejansko z tem zaključkom tega projekta naše delo praktično se šele začenja, ampak mislim, da imamo dobro osnovo, da lahko nadaljujemo. Mislim, da je bila ta prelomnica res v zbornici, ko smo se pogovarjali o tej modernizaciji, ko smo dejansko vsi ugotovili, da če ne greš s časom greš in da smo tu pridobili potem večje število, večino v zbornici, da se lahko lotevamo te prenove še naprej. Tako bi to izgledalo pri nas. Hvala.